Da so štartala danes na Guadeloupe, ker jutri dobimo gostje, pridejo z avionom. Drugače bi še počakala kakšen dan, ker zdaj so sunki čez 40 vozilo, ampak nima časa čakati. Zdaj smo še malo zaveti tlega otoka, tako da malo pa tam dobrih 20 mil zračne linije, se pravi bo verjetno kar porabila nekaj ur, glede na to, da bomo mogla v vetek cikcakati. Veliki valovi so zunaj, tako da naj čaka pester dan. Dobro piha, spod se moramo izogibati tem bojem, ki imajo ribiči. Tako da se zahvaljujem za vas, slava, da šprica. Moramo se izogibati bojem, ki imajo ribiči nastavljeno in imajo dve boje, med sabo je pa šprit. Da boš pazil, da ne greš med dvem bojama. Pa ponavadi še kakšen meter pod vodo, ker so veliki valovi, tako da ne vidiš. Recimo zdaj spet pred mamo, možno videti. Na cilj za danes. Tukaj ravno bomo sidrala, smo v bližini marine. Bo šla danes malo na sprehod, pogledati, kako daleč je, morava zdaj jadro popraviti, pa določene zadeve urediti. Če pa ne, se bo pa jutri predstavila za kakšno miljo bližje, pa bo ok. So prišla na en lep otoček, majhen, si ga bo ogledala. Je popolno kokoši, kaj so to goske, tako da bi lahko imela kakšen piknik, glede na to, da je dovolj mesa tukaj. Tole je ena restauracija, spredaj je pomolček, na 15 minut povoz ena ladica turiste. Sem pa nazaj na obalo. Še jajca male.
pa marina v Guadeloupu. Zdaj greva do Nordsels, da bova dala že drugič, tretjič pošit jadro, da nam zaplenje cel rob. Potem nam je en drsnik počel na glavnem jadru. Se pravi, moral tega še novega dobiti, ga pol prešiti. Pa propeler za Suzuki, za izmenkrvni motor. Pa čakamo gostje. Naj bi prišle danes, ampak so jih zavrnili v Benetkah, tako da mogoče ne pridejo ali pa pridejo, ne vem, v glavno. Bova zdaj tukaj čakala na Guadeloupe kakšen dan. V Nordsels so nesla jadro popraviti, dogovorili so se za ceno vnaprej, no vsaj približno. Dobila so tudi novi drsnik, pa sem pa jaz napako naredil, mi je pa v voda, tako da sem mogla še enega kupiti, tako da nimamo kaj preveč reče še vedno, ne. Zdaj se pa tole sprehajamo malo po temle Guadeloupu, po marini, po okolici. Danes je na vrsti popravilo glavnega jadra, namreč zamenjati moram tale drsnik, ki si zdaj 2 dni nazaj odlomil. In zdaj ga bom nadomestil z tem. Zdaj moram pa tle vse sneti vozičke, ker ta je čisto na vrhu, razparati tolele gurtenco in potem nazaj prešiti, tako da kakšno uro bo tole vzelo časa. Mora pa to narediti preden štartava. Trenutno namesto Genove uporabljava en flok, da nima UV zaščite tudi, tako da bova čim prej, kako se da, zamenjala nazaj na Genovo. Kar se tiče pa velikosti, glede na tle, da na Karibih konstantno piha med 20 in 30 vozli, mogoče pa tudi flok čisto dovolj, itak ga nimamo skoraj nikoli čisto odprtega, tako da je fajn, če imamo manjša površina. Zdaj pa se lotimo tegale. Zdaj pa ta drsnik, sem ga povzel kovinskega, ostali pa bodo ostali te teflonski. So snela ta strm delček, polomljen, to je gurtenca. Zdaj bo pa to ustavila kovinsko nazaj. Tukaj imam tako šivanko, debelo, veliko, to močno nit in bo zdaj nazaj prešila. Evo, takole sva nazaj prešila, kot je bilo, vse je podobno. Evo, mi da so zamenjala drsnik zašit. Zdaj moram pa sem še tukaj lele 2 kovice pa nazaj lepo dati, da se ne bo snel drsniki. Takole si da noter v profil in to je to, zmagala za danes. Evo, tole je muzej, da se pa zdaj peljeva v mesto, greva malo mesto pogledati.
Danes hodimo malo po mestu, na tržnici so bila, oziroma tale za mano je. Zdaj so si pa prvošla, ker nismo še nič jedli danes, en kebab. Takole zgleda, bova probala, kakšen je, stane pa 6 €. Zdaj greva pa tle naprej še malo po mestu. Ja. Pizza. Malo pa prav pladen, velik, ne? Ja, prava salamca sva kupila. Ja, kot ste že ugotovili, tole bo verjetno pizza. Še šampinjončki manjkajo pa sirček. Odlično, dobro bo. Da nimam sreče na tem potovanju, še en nov dokaz. Zdaj smo tam čez iz tistega sidrišča, prišli teh par 100 metrov na to stran, pa še to na jadra, zato ker ko smo speljali, je začelo ful nekaj ropotati, se misli, da je nekaj z motorjem narobe. Tako da smo pol ustavili motor, smo prijadrali sem, vrnili sidro. Zdaj šel pa pod vodo in je vrnilo drsni ležaj, mislim, tako je prideno v hiši od zadaj na gredi. Sta vijaka ven padla in je šel ležaj ven in je začel cela gred skakati gor pa dol. Tako da zdaj smo tukaj, nedelja je, tako da ne vem zdaj, kje bom dobil take vijake. Zdaj gremo pa na tale otoček tukaj. Tam od zadaj je tudi ena nasedla jadrnica. Mogoče ima pa te dva vijaka, še ne bom šel pa pol tam še v marino, delajo antifoulinge, če bi kje najdel kakšen tak košček, mislim tak vijaček, ali pa če ga kdo jim mogoče ima. Drugače bomo mogli pa do jutra tukaj počakati, da bom šel jutr v trgovino. Tako da res sreča ni na moji strani na tem potovanju. Vsak dan je nekaj. Jaz grem na odpad, po par delov, če bom dobil. Evo, nekaj stvari je še gor. Od antene za TV, VHF anteno bi rabil. Evo, za veter, merilc. Vidim, da ima radar, ima nekaj stvari je uporabnih, nekaj so pa že pobrali. Samo ni mi glih za tale gor plezati. Po moje ni varno. Je pa v glavno nasedla tle, tako da zdaj je šla glih ena nevihta čez. Punce tamle vidrijo spodaj. Nama je pridružila še ena Natalija za nekaj časa. Je kljub velikim mukam uspela priti do Guadeloupe po 3 dneh na letališčih, testih in vseh teh zadev. Tole pa Gipsy, jadrnica, po moje tam okoli 40 fitov. Da vidimo. Vinče so že pobrali. Aha, noter je več kot ne prazna. Je pa podobna kot Timi, vidim. Motorja mislim, da tudi ni noter. Škoda je. Pa tisti del, ki mene najbolj zanima, propeler. Zato sem tudi sem prišel, zaradi teh dveh vijakov, če sta mogoče noter, če jih ima. Isto nima.
Zanimivo. Evo, drugače pa Gipsy 392, se pravi, ista velikost kot Timi, 39 čevljev. Verjetno je malo novejša kot Timi, tako da vidim pa eno dobro stvar, mogoče zame. Tako da zgleda noter, vse je pobrano, uničeno. Bom pa vzel tale plexi steklo, za vhod bo dober. Jaz imam lesenga, sem že iskal, da bi zamenil za plexi, glih prav. Druga so pa itak že vse dol pobrali, vinče, okna določena. Najbolj me matra pa tamle na vrhu, ker rabim glih VHF anteno. Pod Raymarina ima za veter merilc. Sem si naupam gor, ker zdaj je tle nasedena te stare zajle, tako da ne bom plezal. Škoda, naupam si. Nekaj ima nogo čist krvavo, vidiš? Nogo ima čist krvavo, lej zadnjo, desno. Danes sem šel v marino kupiti ene vijake, da bom tisti propeler ležaj zrihtal. V bistvu sem ga začasno, pa je v redu. Zdaj moram samo malo skrajšati vijake, z rezilko odrezal. Zdaj smo šli pa na ta otok, ki so že bila kaj svetilnik. In mu zdaj koliko piha, če bom lahko malo z dronom posnel, čeprav sem imel spet prazno baterijo. Vedno se prepozno spomnim. Tako da danes bomo tukaj po trgovino gremo. Jutri pa pol naprej. Svetilnik super je prazen. Mi je všeč, drugače po zunaj spet piha, med 20 in 30 mi vozili. Očitno je za ta čas to kar normalno. Se mi zdi, da če dalje bolj piha, pa če dalje več ploh je. Ena za drugo so. Sicer so po 2 minuti dolge, ampak jih je bilo že danes ene 10 sigurno.
danes smo končali, samo še trgovino smo se podali. Malo zalog nakupimo, jutri gremo pa naprej. Sicer ne vemo še kam, bomo zdaj zvečer plan naredili. Pač pa zdaj tale gremo skoraj 2 km peš v Leader Price, ki je veliko cenejši kot vse ostale trgovine. Bomo pa nakupili te nujne zadeve, ki potrebujemo. Ste zadovoljni z današnjim dnem? Ja, zakaj? Zakaj pa sanski? Zakaj je sanski ogenj? Palm, peska in vode, razum.